Dobro večer in dobrodošli na že kar 29. dogodku znotraj serije pogovorov in predavanj o afriški literaturi. Letos se ukvarjamo predvsem z literaturo, ki je pomembno zaznamovala postkolonialno miselnost, ki je seveda vplivala tudi na samo afriško literarno ustvarjalnost. Danes se bomo ukvarjali z vprašanjem ideologije nacionalne države, seveda v kontekstu Afrike. Zato bomo v središče pogovora postavili knjigo Breme črnega človeka, Afrika in prekletstvo nacionalne države, britanskega novinarja in zgodovinarja Basila Davidsona. Knjiga je izšla pri založbi CF leta 2012. Danes je nosuje z mano Moanis Sinanović, kritik, esejist, pesnik in pa predvsem pronicljiv mislec, s katerim bova nekako poskušala očrtati temeljne ideje knjige in jih nekako preizprašati z neke sodobne pozicije. Basil Davidson je, kot sem rekla, zgodovinar in novinar, ki je nekako na zelo poetičen način postavil vprašanje vzpona afriške nacionalne države znotraj afriškega konteksta. In predvsem se mi zdi, da knjiga nekako pomembno polemizira z idejo sobivanja in možnostjo sobivanja različnih etničnih skupin, različnih ljudstev in različnih skupin na vse zadnje. Basil Davidson, pravzaprav njegova teza knjige je ta, da je kriza sodobnih afriških držav nastala predvsem na podlagi nekakšnega prenosa oziroma vzpona nacionalne države po vzoru evropskih nacionalnih držav, kar je seveda ustvarilo neko nevzdržno atmosfero, znotraj katere so se seveda zadeve zaostrile v sodobni neokolonialni afriški realnosti. Mogoče, Moanis, najlepša hvala, da si nocoj z nami in se mi zdi, da je nekako čas, da odpremo tole današnji pogovor z enim predsodkom oziroma z nekim stereotipom, ki je skoraj da postal že nekako pol resnica, kakor ponavadi stereotipi tudi so. In sicer ta, da se Afriki pripisuje ahistoričnost in predvsem to, da Afrika nima lastne zgodovine oziroma da je afriška zgodovina pravzaprav nastopila z samim kolonializmom. Če se prav spomnimo, je tudi Hegel nekako zagovarjal to dejstvo, se pravi, gre za neko negacijo afriške zgodovine, znotraj katere je pravzaprav Afrika izolirana oziroma izključena iz te neke univerzalne zgodovine. In me pravzaprav zanima po tvojem mnenju in sodeč predvsem po knjigi, v uvodu pravzaprav beremo to, da Davidson omenja Kano. Kano je mesto v severu Nigerije, kjer pravzaprav se nekako sooči z neko svojim predsodkom, da se uči o tem, da afriška zgodovina ne obstaja, kljub temu, da je mesto staro več kot 700 let. Pa me zanima za začetek, Moanis, če odpreva nekako današnjo debato v tej točki, predvsem to, kako ti vidiš pravzaprav to neko negacijo zgodovine in njen pomen za kasnejši razvoj nekega ljudstva oziroma nekega nacije oziroma nekega naroda in kakšen pomen temu pripisuješ? Ja, mislim, hvala za vabilo najprej. Pomen te negacije je sigurno velik in vedno je bil v službi nekega kolonializma oziroma neokolonializma. Če se zdaj na Afriki na eni strani, odreka zgodovinskost nasploh, se v tem istem, recimo Heglovem sistemu drugim ljudstvom, od Kitajske do Arabcev in tako naprej, se jim pripisuje pač določen položaj v mestu nekega linearnega razvoja, nekega linearnega poteka časa od slabšega stanja civiliziranosti k boljšemu stanju civiliziranosti. Po Heglu se seveda pač svetovni duh potem, ki potuje od vzhoda proti zahodu, izpolni pač v Evropi. In ja, mislim, da je prav to bistveno za te negacije in izbrise, ravno ta predpostavka nekega linearnega razvoja, ki je verjetno pač v dani točki, evropske zgodovine, Evropejcem samim
tudi pomagala upravičiti svojo dominacijo nad svetom, ki se je začel uveljavljati v moderni zgodovini. Kaj sem tle hotel še povedati? Ja, mislim, pri tem je seveda tudi zanimivo, bi bilo gledati, na kakšen način se ti izbrisi dogajajo in zakaj, Ker mogoče to poteka na ta način, nisem ekspert, ampak bi predvideval, da je možno, da če smo recimo, ne vem, od Kitajcev nekoč dobili papir, to pač težko zanikamo. Neke koristi, ki so, ali pa civilizacijski dosežki, ki so bili vključeni v samo tako imenovano zahodno civilizacijo, onemogočajo pač, da bi zadevo popolnoma pozabili. In očitno pač stiki skozi čas z, ne vem, podsaharsko Afriko niso bili tako intenzivni, da bi karkoli od tega ostalo v nekem kolektivnem spominu in da bi se lahko, oziroma da bi se težje pretvarjali, da je tako, kot mislimo, da je. Presenetljivo je, da to, kar je bil včasih predvsem intelektualni projekt, zarisovanja neke svetovne zgodovine, v katerih evropska ljudstva nimajo svojega mesta, je danes predsodek množic pravzaprav, medtem ko intelektualci v vedno večji meri zagovarjajo neko dekolonizacijo, neke, ko so prej govorila, dekolonizirane epistemologije oziroma spoznavne pristope, pa so se pač ti predsodki skozi stoletja, skozi neko uveljavljanje splošne polizobraženosti, ki je koristna tudi za industrijsko družbo bila, so se pač široko uveljavili med ljudstvom in tam jih je pač verjetno še toliko težje izkoreniniti. In to ima potem ne samo vpliv na neke državne oblike rasizma, na neke geopolitične silnice, to celo mogoče vedno manj, ker vidimo, da neke nove države stopajo na svetovno sceno, ampak v okviru vsakdanjega rasizma, mislim, nekje v nekem vsakdanjem življenju verjetno vsi opažamo, da ti predsodki živijo zelo brezkompromisno. Jaz bi se Mojane samo navezala, ko si ravno omenil to neko dekolonizacijo epistemologije. Mogoče je v tem momentu tudi smiselno afirmativno odgovoriti in sicer na način, da Afrika ima zgodovino tudi pred samim nastopom kolonialnih sil in tako dalje. In predvsem mislim, da je tle smiselno omeniti na ta nek moment epistemološkega nasilja, ko pravzaprav kolonializem, ki ga moramo absolutno razumeti kot nek širši vdor v neko kulturo in tudi vdor v kulturo, neko intelektualno kulturo, v intelektualni prostor neke kulture, gre za neko epistemološko nasilje, ki je seveda tudi opustošilo vse zapise, vse ne vem, mogoče kakšno tudi vednost in tako dalje. Jaz sicer ne poznam toliko Zahodno Afriko, o kateri piše Davidson, ampak vem, da na primeru Etiopije in Eritreje, da je šlo za načrtno opustošenje krajev in prevzemanje vseh zapisov, predvsem iz cerkev, iz mošej in tako dalje. Se pravi, da gre pravzaprav ta nek projekt zanikanja zgodovine tudi celo korak dalje. Ampak mogoče, če se vrnemo zdaj čisto na knjigo, se zelo strinjam s tem, kar si rekel, in Davidson nekako tudi omenja ta predkolonialni čas, oziroma se tega tudi dotakne in nekako pravi, da so vendarle ta ljudstva delovala na podlagi neke politične ureditve. Seveda nekako je naivno si predstavljati Afriko v tem nekem Konradovem smislu, kakor neko res srce teme. Vendarle so neka ljudstva so se organizirala na način neke družbene ureditve. Pa me zdaj zanima, kako si ti to bral, ta nek stik med tribalizmom in potem vdorom
kolonializma oziroma vdorom tuje sile, o kateri Davidson tako bolj podrobneje piše. Ja, kakor sem jaz razumel Davidsona, je ena glavnih njegovih poant ta, da je sama ideja tribalizma pač svojevrsten konstrukt, ne, ki je pač nekako retroaktivno projiciran na zgodovino. Pač rečemo, da so ljudstva skozi čas živela v plemenih, pač povemo nekaj zelo trivialnega, nič novega, ne. Nič ne povemo o tem, na kakšen način so pravzaprav se povezovali, na kakšen način so vzpostavljali neke politične, ekonomske in tako naprej vezi med sabo, ne. Šele, če na neki točki odrežemo neke tradicionalne družbene forme, lahko pač to na svoj način povežemo, napolnimo z nekimi sencami, ne, ki nam upravičujejo, da bi sami sebe, recimo, upravičili na dani poziciji. Ampak to recimo vidimo na vseh ravneh, ne, tudi afriški, ne vem, neki novi srednji sloji, neki pronacionalni sloji, intelektualci in tako naprej, pogosto po Davisonu vidijo problem afriške nacionalne države ravno v tribalizmu, ne. V tem, da pač vlada korupcija, da vlada korupcija in nepotizem, da vsakdo poskrbi za svoje in tako naprej. In to vidijo kot neko kontinuiteto s tradicijo, ne. Medtem ko gre v bistvu za izrazit preobrat, ne. Nacionalna država, ki nastane po zgledu, ne vem, v času kolonizacije, ki nastane po zgledu zahodnih nacionalnih držav, pravzaprav prekine neke organske vezi, ki so jih ljudje na celini vzpostavljali med sabo, na podlagi nekih geografskih dejavnikov. Zato tudi beremo pri Davisonu, kako pravzaprav ljudje še v času pisanja te knjige zelo ne upoštevajo novih nacionalnih meja in trgujejo med sabo, tako kot se reče, na črno. Za njih pa pač to nikakor ni nekaj ilegalnega, nekaj na črno, kot se reče, kar je tudi zanimivo, kako se reče, ampak je samo nadaljevanje nekih organskih trgovskih vezi, ki so se vzpostavljale prej. Zato tudi se izkazuje, da v nekaterih primerih nacionalne države na celini bolj funkcionirajo, če ignorirajo recimo nacionalne meje, ne, in omogočajo neko sivo ekonomijo, vzpostavljeno na tradicionalnih vzorcih, ne. Ja, to, kar se vzpostavi potem kot tako imenovani tribalizem, je, če sledimo Davisonu, predvsem prevlada mesta nad vasjo in iskanje nekih novih zavezništev, potem ko so pač stara zavezništva razbita, ne. Vzpostavljanje primata mesta nad vasjo je spet povezano izrazito z modernizacijo in idejo, da bi se morala ta osamosvojena ljudstva pravzaprav oblikovati po nekem zahodnem modelu, če hoče biti konkurenčna, ne. Da morajo vzpostaviti neko buržoazijo, da morajo vzpostaviti nek kapitalizem in seveda v sredi 20. stoletja je kapitalizem zelo industrijski, ne. Kar pomeni, da ljudje v ogromni meri drvijo v mesta, ne, in spet s tem pride do degradacije nekih tradicionalnih vaških okolij in vaških skupnosti, ne. In ljudje, proletarizirani kmetje, ki so nekako primorani ustvarjati te nove tuje ekonomije, ne, se seveda pač morajo na določen način znajti in določene koruptivne in nepotistične metode so včasih tudi nujno zlo, kot verjetno vemo vsi, ki smo kdaj imeli kakšne večje stike z vsakodnevnim operiranjem v državah na Balkanu, recimo, ne. Skratka, tribalizem je v tem smislu
neka ideja, ki je bližnica do razlage dejanskih kompleksnih zgodovinskih procesov, ki so pripeljali do tega, da, kot Davidson sam priznava, mnoge afriške države ne funkcionirajo tako, kot bi mogle. Ampak procesi so pač veliko kompleksnejši. Jaz bi se mogoče navezala sem na ta moment, ko si govoril, da marsikje se ne upoštevajo pač nacionalne meje, ne? In mislim, seveda, ne, to je pač tudi neka posledica pač kolonialne odreditve, ne, od kod do kod segajo pač meje, ne, in kako so določene meje v Afriki in kako je pravzaprav so meje pogostokrat, in to je zelo pogost primer v marsikateri afriški državi, kjer pravzaprav nasilna meja, se pravi meja, ki so določili pač tujci, se pravi ljudje, ki so kolonizirali Afriko, nekako razdvoji pravzaprav neko ljudstvo v dve novo nastali državi, ne, in seveda potem v nekem momentu pride do tega, da sta ti dve ljudstvi nekako v sporu, ne, tako nacionalnem, čeprav so pravzaprav gre za neko bratsko ljudstvo, in to se mi zdi zelo takšen nek pomemben moment, ampak mogoče bi se jaz tudi navezala na to, da Davidson tudi zelo podrobno govori o tej neki kolaboraciji, ne, kjer pravzaprav govori, kako so se osvobojeni Afričani, predvsem pač on gre malo nazaj in govori pač tudi o transatlantski trgovini sužnji, kako je pravzaprav tisti, ki so imeli pravzaprav možnosti, kakor se pravi osvobojenci, se izobraziti in tako dalje, ne, kakor začutiti to neko mogoče zahodno modernizacijo, kako so pravzaprav oni kasneje pač ne izvajali ta pritisk nad Afričane, ne, da se morajo pač nekako civilizirati, modernizirati, da mora biti nek napredek, da seveda po vzoru pač neke zahodne paradigme, ne. In se mi zdi to res pač, da ustvari nek takšen neko dinamiko in zelo pomembno in kompleksni moment v zgodovini, kjer se pravzaprav nekako izkaže pač ta kolaboracija za izjemno nekako širok pojem in široke posledice znotraj tega. Ja, če sam zdaj, ko si dodala nekaj glede prejšnjega vprašanja, da spomnim, koliko je pravzaprav neuporaben na ta ideja tribalizma, priča tudi o tem, da so pač kolonialne sile same vzpostavlja neka tako imenovana plemena, ki sploh niso obstajala in jim pač določila status ljudstva, ne, kar ima seveda tudi katastrofalne posledice. To je zelo zanimivo in relevantno vprašanje, ki si ga zdaj postavlja. Trenutno recimo berem drugič bolj podrobno tole knjigo Kultura dvoumnosti, drugačna zgodovina islama nemškega antropologa Thomasa Bauerja, ki je prevedel Rajd za Dagestan, je šlo pri Kartini par let nazaj. Poanta je zelo podobna, ne, da pravzaprav to, kar imamo za tradicijo, je v resnici pač nekaj novo kompanovega, ne, in je nastalo pravzaprav po zgledu kolonizatorjev in tako kot je ideja nacionalne države v afriškem osvobodilnem gibanju postala ideal, ne, ki je bil potem promoviran med širšimi množicami, je tudi to, kar danes imenujemo islamski fundamentalizem, ki ga ne moremo zanikati, ne. Pravzaprav neka viktorijanska ideja religije, ki so srednji in drugi višji sloji prevzeli pač od kolonizatorjev, ne, od katerih so imeli neke čisto konkretne materialne koristi. In zaradi tega in tudi ne moremo zameriti, ne. Pri Davidsonu beremo, kako so recimo v mestu Freetown, ki je današnja Sierra Leone, če se ne motim, kako so pravzaprav tam po angleški prepovedi trgovanja sužnji, kako so tam nastanjevali ljudi, ki so bili ilegalno strpani v te suženjske ladje, kako so te ladje potem prestregli na morju in osvobodili recimo te sužnje in jih naselili v tem Freetownu, ne. Podobna zgodba je z Liberijo, ne, to so kamor so prihajali osvobojeni ameriški sužnji, ne, ki niso imeli več nobenega pravzaprav stika z lastno kulturo, ne. Seveda v obeh primerih je šlo za zelo majhen odstotek, ne, veliko več jih je bilo še vedno
izvoženih sužnjev v nemogočih pogojih, kljub prepovedi. Ne. In te prepovedi ni bilo mogoče učinkovito vzdrževati. Pač. Če je obalna straža dobila kakšno ladjo, je pač dobila, ampak večina jih je ušla. In ti ljudje so seveda imeli določen občutek zavezanosti na nek način, ne, zahodnim oziroma britanskim v tem recimo primeru vrednotam, ne, in britanski politični filozofiji in tako naprej. In tudi potem, ko so vzpostavili neko uspešno ekonomijo in neke nove načine življenja, kljub temu, da so bili predhodno izkoreninjeni, je bil najbolj dostopen model, ki so ga imeli ravno britanski. Ne. Zato so organsko verjeli, da je edina možnost za osvoboditev črnih ljudstev ta, da ustvarijo nacionalno državo po zahodnem modelu. Ne. In to možnost z vsemi sredstvi, ne, ki so jih imeli, promovirali, čeprav jih niso vedno resno jemali. Sama ljudstva jih niso vedno resno jemala. Ideja nacionalne države se med širokimi množicami vsaj deloma množično vzpostavlja šele kasneje, zelo blizu časom dekolonializacije. So pa pač se te ideje skozi čas, skozi desetletja, tam od konca 19. stoletja do sredine 20. stoletja, nekako vseeno, vsaj podtalno zasidrale med ljudmi, tudi pač ljudje, ki so jih širili, kot smo rekli, so imeli ponavadi, so bili premožnejši in so imeli več sredstev, recimo, za širjenje takšne propagande. Ne. Skratka, gre za neke vrste idejno kolaboracijo. In zanimivo je, da to vidimo tudi v drugih, vsaj delno sorodnih situacijah. Kdo recimo ne pozna, ne vem, spet, če se navežem iz Balkana, kakšne sorodnike, starše in tako naprej, ki ves čas idealizirajo Zahod in govorijo, kako smo mi vsi glupi in nesposobni in neorganizirani in tako naprej in kako bi se morali samo zgledovati po Nemcih. Ja, ful se strinjam, Anis, in mogoče jaz to tudi v uvodu nisem povedala. Davidson svojo knjigo nekako zasnuje tudi v primerjavi v bistvu primerja medtem, ko razvija pač svojo idejo o nacionalni državi v Afriki, dela paralele z nekaterimi evropskimi državami, med njimi tudi Jugoslavijo, kjer je tudi v nekem momentu preživel v vojni več časa. Tako da se mi zdi, da je ta knjiga res pač tako aktualna, zdaj ne samo na področju Afrike, ampak tudi ne vem, se mi zdi, da tudi za naše pač geografsko področje so nekatere ideje zelo pomenljive. Predvsem pa, če se navežem na to, kar si ti zdaj rekel, se mi zdi pomembno, da gre res za neko res tako kompleksno zgodovinsko ideologijo. Dekolonializem vendarle ni pač nek samo vdor na nek teritorij, ampak da zadeve funkcionirajo zelo kompleksno. Ne? In tle bi se mogoče jaz dotaknila, nekaj si že omenil, pač nacija, kakor nek civilizacijski napredek, ampak istočasno pač ne samo ideja nacije, kakor civilizacijski napredek, ampak predvsem vse to nekako skupaj deluje tudi s tem nekim kristjanjevanjem, pač, kjer pravzaprav gre tudi vdor cerkve, ki nekako konstantno nekako promovira in sodeluje in hodi z roko v roki s takimi kompleksnimi vdori v neko kulturo. In se mi zdi zdaj tlele, da je v tem momentu smiselno, da poudarjava, da breme črnega človeka, naslov knjige nekako aludira na breme belega človeka, na Kiplingovo pesem, ki jo pravzaprav ob koncu knjige je poimenovana Prevzemite breme belega človeka, kjer gre pravzaprav za ta nek civilizacijsko, v bistvu dolžnost belcev, da civilizirajo Afričane, ki so nekako označeni za seveda divjake, in pa nekako njihova eksistenca je med pol otrokom in pol vragom. Se pravi, gre za neko infantilizacijo in istočasno za nek moment nekih
neeksistence v bistvu. Ne? In se mi zdi, da je tlele zelo pomembno poudariti, da so zadeve zelo kompleksne. No? Ja, sigurno. Mislim, da ljudje zelo premalo razmišljamo historično. Tudi danes, ko rečemo, kako je možno, da se recimo, kar imenujemo fašizem, vrača v 21. stoletje, je pač to zelo nehistorično razmišljanje, ker še vedno predvideva, implicira ravno to kolonialno logiko, ne, da stvari potekajo od manjšega k večjemu napredku. Ne upošteva pa recimo samo formo modernih političnih družb, kako nastajajo množice, ki so nagnjene k fašizmu, kakšni ekonomski pogoji jih proizvajajo in tako naprej. Ne. Iz tega vidika se mi zdi zelo pomembno, da od nekih splošnih liberalnih idej pridemo k nekemu historičnemu samoopismenjevanju. Žal se to v šolah ne bo zgodilo. V šolah se ne bo zgodilo, da bi brali o tem, kako je Foucault razmišljal o zgodovinskih pojavih in njihovi genealogiji, ali pa kako je Nietzsche vzpostavil idejo genealogije, ali pa o Marxu, kjer bi verjetno ti analitični aparati bi pač podrli samo idejo tega, zakaj se izobražujemo v osnovnih šolah in mogoče v srednjih šolah. Se izobražujemo zato, da bomo koristni državljani in koristni delavci. Tako da sigurno z vsakim simptomatičnim družbenim pojavom je ogromno nekih kompleksnih zgodovinskih vzrokov, ki pa jih potem, ko pač, ne vem, preberemo par knjig, par avtorjev, ki so pač ključni za razlago neke moderne zgodovine, dosti lažje razumemo. In sigurno breme črnega človeka je po mojem eno res temeljno čljivo tudi z tega vidika. Ok, Mojani, se zdaj mogoče tlele, pač na tem momentu samo sem se spomnila ene knjige, pač, o kateri smo se že pogovarjali znotraj te serije Vodnikovi domači, in sicer gre za južnoafriškega pisatelja Alexa Lagumo. Knjiga pa je naslov zdaj mi je šlo iz glave Ptice ubijalka, mislim, da je tako nekako. Tako da, ampak mislim, da je to zdaj pomenljivo, kako zelo kompleksni so ti momenti, ko se pravzaprav čez krščanstvo oziroma čez religijo upravičuje apartheid, kjer pravzaprav na podlagi civiliziranja afriškega ljudstva se nekako čisto legalno in legitimno vzpostavi segregacija in ideja nad človeka znotraj pač južnoafriških političnih realnostih. In to se mi zdi zelo pač nekako pomemben razmislek, pač, iz katerega lahko sklepamo tako potem na današnji, na sodobni rasizem, kakor na neko povsem diskriminacijo. Pač, ne. Ja, mislim, se je v religijo se da marsikaj strpati, ne. Sama po sebi, brez nekega doživetega jedra, je pravzaprav prazna forma, ki jo lahko pač na marsikaj apliciraš. Ne. Lahko pač jo izkoristiš uporabiš za upravičevanje rasizma. Po drugi strani, recimo pri Mbembejevi knjigi Kritika črnskega uma beremo, da so nekatere skupnosti v različnih delih Afrike krščanstvo in lik odrešenika Jezusa dojele kot nekaj izrazito emancipatornega. Enako vidimo tudi v Južni Ameriki, recimo, in v Srednji Ameriki, kjer se je pojavila teologija osvoboditve, ki je spojila potem tudi krščanstvo in marksizem in tako naprej. Skratka, religija kot neka, recimo, anačasovna entiteta je sama po sebi v nekih svojih simbolih, dokler jih ne dojamemo globje, precej raztegljiv pojav, s katerim lahko upravičiš res marsikaj, kot sem rekel. So neke šablone, ki so pravzaprav šablone, simboli, ki so pravzaprav simboli duhovnega življenja, postanejo neke obče in splošne šablone, ki jih hočemo pač vsiliti
v neki konkretni zgodovinski situaciji. Pač smo ljudje izrazito omejeni, pač to rokohitrsko delamo. Jaz dobili smo en komentar, in sicer od Katje Zakrajšek, ki se je navezala na tvojo opombo o Freetownu, in sicer priporoča v branje knjigo Black and British o vzpostavitvi in sami zgodovini Freetowna Davida Olosuge. Tako da, evo, še nekaj za branje, zdaj je že Moanis nekaj knjig priporočil, tako da mislim, da se lahko počasi s temi nekimi našimi osnutki in seveda podate v nadaljnji razmislek o sami ideji knjige. Ampak Moanis, mogoče se malo premakneva v te debate in se mi zdi, da nekje pač se mi zdi uvodoma Davidson napiše, da je lahko nacionalizem, lahko osvobaja, lahko pa tudi povsem zasužnjuje in se mi zdi pomemben ta nek razmislek pač te neke ambivalentnosti, kjer nacionalna država seveda je pač je vzrok neke krize v Afriki, ne? Ampak se mi zdi, da mogoče v nekih momentih pa pravzaprav ta vzpostavitev nacionalne države tudi funkcionira v smislu, naprimer v antikolonialnih bojih, kakor neko homogenizirana enota, ki se lahko upre. In me zanima, kako ti pravzaprav vidiš pač to neko ambivalentnost. No? Se mi zdi, da predvsem v alžirskih bojih, ne, se mi zdi to zelo pomembno, ne, kako lahko neka homogenizirana enota se upre pravzaprav in lahko se bori za svoje pravice. Ja, to se mi zdi v bistvu podobno vplivu religije, ki sem ga prej opisal na nek način. Pač tako nacionalizem kot religija imata ogromen mobilizacijski potencial. Ta potencial lahko gre v eno ali pa v drugo smer. Seveda ideja nacije je nekaj, kar neka ljudstva, neke ljudi, ki se počutijo razvrednotene, ponižane, ki se počutijo ponižani, razžaljeni, tlačeni in tako naprej. Ideja nacije vedno pač takim ljudem ogromno obljublja neko skupnost, obljublja neko institucionalno zgradbo, obljublja neko vpetost v svetovni red in pač dejansko vključitev, smo rekli, v zgodovino, ne, iz katere se počutijo izključeni. Ne. Tudi, recimo, lahko primerjam mogoče z narodnoosvobodilnim bojem, ne, ki je bil na svoj način utemeljen na ideji nacionalnosti. Sicer nisem strokovnjak za področje, ampak predvidevam, da je ideja nacionalnosti takrat že nekako bila prisotna tudi med partizani. Ne. In kot neko vodilo, kot neko zamišljanje skupnosti je to v danem trenutku seveda lahko izjemno učinkovito, ne, kot vidimo tudi pri Davidsonovem opisu dekolonizacije oziroma osvobajanja. Ampak na dolgi rok, če sodimo po Davidsonu, po tem, ne, ko se nacionalna država že vzpostavi, vedno pride do nekega razslojevanja, do nekega odtujevanja, do nekega vzpostavljanja nasproti. Lahko vidimo recimo tudi na primeru Slovenije, ne, plebiscitarna enotnost, skoraj 90% ljudi glasovalo za osamosvojitev, ampak 30 let pozneje še nikoli nismo bili tako razdeljeni in mnogi ljudje se glede drugih sploh ne počutijo, kot da pripadajo istemu ljudstvu in tako naprej. Tle gre pač za neke inherentna protislovja nacionalne države, ki predvsem njen glavni problem je to, da izključi razredno vprašanje in razredne razlike, ki se povečujejo celo s pomočjo nacionalne države in vzpostavljajo pač nujno neke konflikte. Ne. Te razredne razlike so pa pol tudi povezane ponavadi z geografskimi razlikami, z razlikami med mestom in vasjo. Zdaj, prej si omenil en zelo pomemben aspekt knjige in to je pač ta postopek odtujitve, ne. Se pravi, z nacionalno državo gre tudi za nek postopek odtujitve od same določene
kulture, ne, bodi si v afriškem ali bodi si v katerem drugem kontekstu. Ne. In Davidson nekako zagovarja, da je v tem momentu šlo za neko opustošenje afriške kulture kot take. In me pravzaprav zanima, zdaj, če se malo nadaljne premakneva, ne, v oziru na to samo odtujenost. Ne. Afriške države v smislu pač v tem nekem postkolonialnem, neokolonialnem času so nekako skoraj da dolžne nekako razvijati ideje razvoja, pač ne vem, napredka, ekonomskega, družbenega, kakršnega koli pač ne napredka in predvsem pač neke modernizacije, ker pravzaprav tradicija nekako je razumljena kot neka stagnacija, ne, kot nekaj negativnega. O tem si že prej pač nekaj govoril, pa me zdaj zanima, kako ti pravzaprav razumeš te neke, recimo temu, univerzalne pojme v različnih geografskih področjih, ne. A veš, to se mi zdi zelo tako neko pomembno sodobno vprašanje, ne, kako pravzaprav razumeti nekaj, kar je univerzalno, kar pa mogoče se tudi izkaže, da ni. Ne. Predvsem bi rekel, da mislim, da v prvi vrsti bi rekel, da vsi ti današnji kulturni spopadi, ki se bijajo med napredkom in tradicijo, so vpleteni v neke mistifikacije, ne, ker to, kar desnica ponavadi zagovarja kot tradicija, nikoli sploh ni tradicija. Ne. Če gledamo, kaj bi slovenski nacionalist rekel, da je slovenska tradicija, je kaj, harmonika in polka mogoče, frajtonarca. Ne vem, meni se zdi veliko globlja tradicija, mogoče pač slovenska ljudska pesem, ki ima neka neverjetno globoka sporočila, mogoče neke vrsta globinskega, vaškega ali pa dolinskega organiziranja in tako naprej, ki se na svoj način še vedno izraža, ampak pač v nekih javnih diskurzih, ki se bijejo kot boji med tradicijo in modernostjo, pač sploh niso prepoznani. Le recimo del slovenske tradicije, po mojem, kar bežno poznam, tudi neke oblike solidarnosti, neke oblike medsebojne pomoči v konkretno organiziranih nekih skupnostih. Ja, pač problem je, ko pač to šablono univerzalnosti, ne, posplošimo, na cel svet. To me spomni na tisto, ko gledaš ameriške športe, recimo NBA ligo in nekdo osvoji naslov in reče, da champion of the world. Ampak kdor zmaga v Ameriki v bejzbolskem tekmovanju champion of the world, ker sploh pač ne predvidevajo, da na drugih delih sveta igrajo te športe. In tu se pač zgodi ista ignoranca, ne, ki je po svoje razumljiva, ne, za začetke procesa evropskega osvajanja sveta. Saj pač vedno začenjaš z neke perspektive, nikoli ne začneš z objektivno vednostjo, ampak nikakor ni sprejemljiva po večjih stoletjih tega procesa in načrtnega brisanja ozadij, ne. Tule je ta poskus univerzalizacije se pogosto tudi koristi kot neko direkten izgovor za izvajanje nekega neokolonialnega nasilja, izvažanje demokracije na podlagi pač bombardiranja otrok z droni in tako naprej. Tu se pač pojavljajo tudi dileme med zahodnim in nezahodnim feminizmom, ne. Med zahodnim in nezahodnim razumevanjem ekonomske emancipacije. Recimo, tudi sam Marx je imel določene izrazito kolonialne poglede na ekonomijo neevropskih ljudstev. Ne. Skratka, tudi, če se imamo, jaz se nimam za progresivce, ampak če se imamo za progresivce, moramo biti pozorni na lastne, na to univerzalizirajočo idejo v lastnih predpostavkah, ki lahko pripelje pač zelo hitro do nasilja. Ja, jaz bi se tlele mogoče navezala ravno v tem, kar si rekel, na ta moment, ko je šla pravzaprav ameriška okupacija Afganistana, ravno je tlele, ne, pač je bil ta nek stik med
zahodnim feminizmom in mogoče njihovim razumevanjem ženskih realnosti in naravno je šlo v problem te neke univerzalnosti. Ne gremo rešiti njihove ženske, ker one so boge, ker so zakrite in tle se pokaže pač na zelo sodobnih pač problemih, ne, političnih, kako te zadeve nekako se tudi po tolikih letih vendarle niso spremenile in da se zelo počasi neke ideje, predvsem ideje okupacije in okupacijske logike spreminjajo. Ampak prej, Moanis, preden sva začela ta pogovor, sem s tabo podelila eno misel in sicer pač ta neka ideja dekolonizacije zdaj ful aktualna, vse se dekolonizira, epistemologija se dekolonizira, zgodovina, mislim, zadeve grejo ful daleč, dekolonizira se hrana, porod in tako dalje pač, ne. Zadeva seveda je tudi pač, se mi zdi v nekih momentih zelo izrabljena v marsikaterem napačnem kontekstu, ampak vendar se mi zdi ful pomembno, da vemo, a veš, ne, dokot se lahko dekoloniziramo, koliko je legitimno se dekolonizirati in kaj pravzaprav dekolonizacija po tvojem mnenju pomeni, ne. Meni se zdi, da je zelo pomembno vedeti, a veš, ne, od kod do kod, ne, pač če že, kakor si prej govoril, ta tradicija vendarle nekako že, lahko bi rekla, umazana ali kakorkoli, ne. In se mi zdi tako nekako tudi časovna perspektiva te dekolonizacije zelo pomembna. A imaš ti mogoče kakšno še misel na to? Ja, po eni strani je pač očitno, da danes v času neke izrazite globalizacije in vzpostavljanja novih trgov svetovnih, neka komercialna popkulturna mašina zelo zgrabi to idejo dekolonizacije, ki je lahko marsikomu, verjamem, tudi meni včasih všeč, osvobajoča. Ne vem, če nekdo iz generacije v generacijo moral pač tiho prenašati različne predsodke, ne vem, v sami sebi. To, da se nenadoma v množični kulturi pojavljajo neki alternativni pogledi, mu seveda lahko pomaga. Je pa vprašanje, koliko je ta proces včasih reflektiran, ne. Ker tako kot verjetno je problematično izruvati neke stare družbene forme in vzpostaviti iz nič nacionalno državo, je verjetno težko obraten proces izvesti, ne, po, ne vem, desetletjih ali stoletju izkoreninjenosti probati pač čez noč se vrniti v nek star oblik. Vsekakor je pač koristno, ne, spoznavanje z drugimi svetovnimi tradicijami, soočanje različnih tradicij in to soočanje po mojem, kakor jaz vidim, trenutno na kateri točki smo, pa pač nujno mora potekati na globalni ravni in skupnimi močmi z vseh celin in vseh tako imenovanih ras in tako naprej. Mislim, da tudi omembe v kritičnega uma zagovarjane. Ni zdaj nujno cilj vzpostaviti, rehabilitirati neke nove, stare identitete, ampak probati s tem, kar je bilo izgubljeno in kar smo ponovno odkrili, ne, vstopiti v nek svetovni proces osveščanja in oblikovanja novih oblik, kar je danes se zdi skoraj pričakovano, glede na to, da smo res hiperglobalizirani, da se kamorkoli da hitro priti, da gledamo serije na Netflixu iz vsega sveta, da nas pač, ja, tudi globalno se soočamo z ogromnimi migracijskimi krizami in podnebnimi problemi, ne. Skratka, jaz mislim, da bo to naslednji korak, ne. Pač zdaj živimo, po mojem nekem površnem mnenju, v neki prehodni fazi, ne, kjer stari duhovi vdirajo v nekih čudnih oblikah, včasih v nekih cool oblikah, ampak se še vse nekako konsolidira, ne. Tako da mislim, da je ključno vprašanje, kaj se bo zgodilo na univerzalni ravni v prihodnjih desetletjih. Ok, Moanis, najlepša hvala. Jaz bi mogoče v tem trenutku pogovor zaključila na eno diskusijo in seveda vas povabila k branju. Mi da z Moanisom smo nekako
očrtala nekatere ideje in jih postavila morda v bolj sodoben kontekst. Vsekakor vabljeni k branju vseh knjig, ki sva jih omenila. Predvsem pa vas vabim k branju Bremena črnega človeka in seveda knjigo lahko kupite v knjigarni Vodnikove domačije. Po predhodnem naročilu jo lahko prijete tudi prevzeti. Moanis, tebi se najlepše zahvaljujem za ta pogovor. Tudi meni je dal marsikaj za razmisliti in bom še nadalje razmislila na katerih tvojih idejah. Vsem se vam pa zahvaljujem za spremljanje današnjega pogovora in želim lep večer. Hvala za vabilo, tudi jaz vse pozdravljam. Hvala.